Dobrodošli nazaj v oddaji Kaj dogaja, kjer še vedno gostimo enega in edinega Jana Plestenjaka. Jan, pozdravljen. Jan, bojda zadnje čase veliko časa preživiš v studiu, ker snemaš novo ploščo. Ja, snemam ene nove komade, drugo leto bom snemal novo ploščo, zdaj imam ogromen priprav, simfoniki, aranžmaje se piše za moj koncert v Križankah 6. junija. Kaj lahko pričakujemo na novi plošči? Na novi plošči drugo leto bo pa verjetno moj drugi best of, se temu reče, po 32, 33 letih in 16 albumih. Enega sem imel 2008, en bo pa 2027. Bil je čas za novi best of. Novi best of. Zdaj ti si svoje prve komade snimal še v tistih analognih časih. Ja. Zdaj pa vemo, ta digitalni preboj je pripeljal do tega, da lahko ima vsak studio praktično v svoji sobi. Kako komentiraš ta tehnološki preboj? A kaj uporabljaš umetno inteligenco? Ne, umetne inteligence ne uporabljam, jo pa mnogi glasbeniki. Jaz imam pred tem predsodek in tudi smo naredili enkrat test za pesem Na polno, ki je zdaj postala že kar velik hit. Je šef benda, jaz sem mu samo zaigral na kitaro pa zapel demo in je umetni inteligenci dal narediti 5 aranžmajev in je bil čist navdušen, koliko je to dober, to je toliko dober. In jaz sem dal producentu za narediti mojemu prijatelju Enesu in ko je bil izdelek narejen, sem poslal Dagiju, šefu benda, sem rekel, no zdaj pokaž, kaj je umetna inteligenca naredila. Je rekel, ne, zdaj pa ne bom, raje ti ne bom pokazal, ker ni še tam umetna inteligenca, je mogoče uporabna. Slišim celo, da besedila pišejo z umetno inteligenco. So besedila že končana. Ti si znan po tem, da si zelo natančen pri besedilih. Kje pol žurka? Sej najlepše pisati pesem. Sej, če noto tipkaš, brez veze, da si ustvarjalec, ne? Tako da je pa super, da je studio lahko doma, tudi jaz ga imam in za mlade ljudi je to tako dober in lahko so, in tudi mladi so izjemno talentirani, dobri glasbeniki. In jaz včasih se spomnim še na RTV-ju, sem moral prost za naročilence za prve 2 komada in sem hodil gor in so me domov pošiljali, če je kdo bolj pomemben prišel, ker sem bil res 0 od 0. In je bilo res napored, a ne? In danes pa lahko en mlad človek doma ima kompjuter in je kreativen takoj, ne? Kako pa poteka tvoj ustvarjalni proces? A je prvo besedilo in potem glasba? Na prvi besedil. Meni je besedil najbolj pomemben, ker konec koncev se pevc govori, poje ene besede, se drugače bi bil inštrumentalen pevc, ne? Se tudi to obstaja, so virtuozi, so vokalisti noro dobri, a ne? Brez besedila. Ampak meni je besedilo pomemben in podrejam tudi pol in kompozicijo, melodijo besedilu in aranžma besedilu. A si kdaj napisal kako besedilo, pa si rekel, ta komad pa ni zame? 100-krat, 200-krat in najhujše, ker včasih pozem greš ob 3-4 spat in imaš neko idejo in se ti zdi genialna, pa zjutraj vstaneš, pa vidiš, da je za en drek vse skapne. Ampak ga še zmeri lahko daš komu drugemu? Ne, to pa nikoli ne bom naredil. Ker ni dosti dober zame, ne bom drugemu dal. Kaj pa je boljš ljubezenske pesmi pisati? Če bi jaz rekla, ok, hočem ljubezensko pesmi pisati, a moram biti srečno zaljubljena, a moram biti nesrečno zaljubljena? Siguran je težji srečno ljubezen opisovati kot nesrečno. Zato, ker ti dovoljuje, manj je krvav, manj je vse bolj lahkotno, srečen si, vse si je. Vse se sestavi. Ja, in tudi hitrejše pesmi, za hitrejše pesmi besedila je težje pisati kot balade. Ker si skozi po robu banalnosti hodeš, moraš biti enostaven, moraš biti močen v kratkih verzih, prepričati in začarati zelo na hiter, to je problem. Dajmo samo še za konec, kaj lahko pričakujemo od koncerta v Križankah? Predvsem 27-28 mojih hitov, z izjemnim bendom, ga imam zdaj, en član je celo zdajle pri vas, evo na bas kitari, naš novi član, saksofon pri meni igra tudi izjemen. No in tam bojo simfoniki, godalna ekipa je ena velika, moje pesmi bojo zazvenele, še malo drugače, kakor sicer, ampak absolutno jaz vem, da ljudje pridejo po hite, ki jih poznajo in to jim bomo tudi dali. Dobro, Jan, najlepša hvala, da si bil naš gost, želiva ti še veliko dobre glasbe, razprodanih koncertov in super koncert v Križankah. Hvala, kje pa moj dvojnik, kaj že najdu tisti? Ne vem, kje je on vin, ne? Ga grem jaz poiskat. Čau! Čau!
Ja, želimo ti še veliko sreče v zakonu. Ne. To je najbolj važno. Govorim iz poročen? lastnih izkušenj. Ne, nisem poročen, sam dobro. žena je žena, mislim.